Živjo! Danes si bomo pogledali, kako rešimo 8. nalogo na 40. strani v repetitoriju. Naloga se glasi: kapitalni količnik pred investiranjem je 4, investicije z učinkom 0,5 povečajo produkt za 20%, mi pa moramo izračunati produktivnost kapitala po investiranju in mejni kapitalni količnik. Najprej iz naloge izpišemo podatke. Prvo obdobje bomo označevali kot obdobje 0, drugo obdobje pa kot obdobje 1. Tako lahko zapišemo, da je kapitalni količnik pred investiranjem 4 kot K0 ulomljeno z P0 je 4. Investicije z učinkom 0,5, to pomeni, da imamo investicijski učinek 0,5 in mi vemo, da investicijski učinek je sprememba P ulomljeno sprememba K. Torej, investicije z učinkom 0,5 povečajo produkt za 20%. P1 je 1,2 P0 oziroma sprememba P je 0,2 P0. A del naloge nas sprašuje, da izračunamo produktivnost kapitala po investiranju. Želimo torej izračunati P1 ulomljeno z K1. In to vedno zapišemo kot P0 plus sprememba P ulomljeno z K0 plus sprememba K. Tukaj bi rada poudarila, da to ni enako P0 ulomljeno s K0 plus sprememba P ulomljeno sprememba K. Velikokrat se kdo zmoti in računa po tej poti, ki je z rdečo napisana, to pa ni enako. Vedno moramo dati na skupno ulomkovo črto. Takšnih nalog se vedno lotimo na podoben način. Izberemo si eno izmed neznank in potem vse ostale 3 izrazimo z tisto eno neznanko. Ker zdaj imamo tole enačbo in to je tako, kot da bi seštevali jabolka in hruške. Ne moremo sešteti P0 plus sprememba P. Jaz si bom zdaj tukaj zbrala, da bom vse ostale 3 neznanke izrazila z P0. Torej, spremembo P, K0 in spremembo K bom izrazila s pomočjo P0, da bom potem imela v celotni enačbi samo P0 in bom lahko to vse med sabo seštela in poračunala. Lahko si izberete tudi katerokoli od drugih 3 neznank. Z malo vaje boste znali hitro oceniti, s katero neznanko bo najlažje delati, da boste morali čim manj obračati enačbe. Spremembo P imamo že izraženo s pomočjo P0. Zdaj moramo samo še K0 in spremembo K izraziti s pomočjo P0. K0 lahko preprosto dobimo ven iz te enačbe in dobimo, da je K0 4x P0. Za spremembo K bo pa malo več dela. Tukaj lahko dobimo, da je sprememba K sprememba P ulomljeno z 0,5. Vemo pa, da je sprememba P 0,2 P0. To pomeni, da lahko namesto spremembe P vstavimo notri 0,2 P0 ulomljeno z 0,5 in potem dobimo, da je to 0,4 P0. Torej, sprememba K je 0,4 P0. Zdaj pa smo pripravljeni, da nadaljujemo z računanjem. Torej, v to enačbo lahko vstavimo P0 pustimo takšen, kot je, ker bomo računali z njim, potem pa namesto spremembe P vstavimo notri 0,2 P0, namesto K0 vstavimo 4 P0, namesto spremembe K pa 0,4 P0. In potem dobimo, da je to 1,2 P0 ulomljeno s 4,4 P0. P0 se pokrajša, 1,2 ulomljeno s 4,4 pa je 0,27. B del naloge pa nas sprašuje, da izračunamo še mejni kapitalni količnik. Mejni kapitalni količnik je sprememba K ulomljeno sprememba P. Mi pa imamo v nalogi že podano, če pogledamo gor v podatke, tukajle, da je sprememba P ulomljeno sprememba K 0,5. Torej vemo, da je v resnici sprememba K ulomljeno sprememba P je sprememba P ulomljeno sprememba K na -1. Če damo ulomek na -1, s tem zamenjamo števec in imenovalec. Če 0,5 zapišemo v ulomku, dobimo 1/2, to nam bo olajšalo postopek računanja, 1/2 na -1 pa je 2. In smo izračunali, koliko je mejni kapitalni količnik. Hvala za pozornost.